12. septembra 2016 je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala tretja, zaključna podelitev mavričnih pokalov zdravja. Podjetjem z odlično prakso izvajanja aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu jih je v sodelovanju z GZS, Zbornico računovodskih servisov, podelila GZS, Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti. Zelo smo zadovoljni. Na natečaj smo prejeli zelo kakovostne prijave in ugotavljamo, da je število tistih podjetij, ki promociji zdravja na delovnem mestu posvečajo resno pozornost, sistematično delajo na tem, poleg tega pa tudi spremljajo rezultate, da je število teh podjetij dejansko, vse večje. V okviru projekta in prav s podelitvijo mavričnih pokalov zdravja skušamo odkrivati, promovirati in nagraditi primere dobre, odlične poslovne prakse na tem področju pri vzpostavljanju dobrih odnosov na delovnem mestu, dobrega počutja, primernega delovnega okolja. In vse to vodi tudi k boljšemu delu, k večji učinkovitosti in boljšemu poslovnemu rezultatu, nenazadnje. Mavrični pokali zdravja so bili tokrat podeljeni kar 6 podjetjem. Računovodski servis Zevs pa je kot najbolje ocenjeno podjetje vseh 3 podelitev prejelo veliki mavrični pokal zdravja v trajno last. Kakšni so občutki ob prejemu malega in velikega mavričnega pokala zdravja danes? Vsekakor fantastični, vedno je dobro zmagati v čemerkoli, sploh pa zanimivo in fajn je zmagati pokal, ki govori, da dobro delamo z našimi zaposlenimi oziroma da smo vsi skupaj nekako na pravi poti in da bomo zdravo preživeli še veliko uspešnih let. Večina podjetij govori o nekako klasičnih ukrepih, kot so ergonomska oprema prostorov, svetli prostori, telovadba, team building. Vi pa ste še posebej izpostavili masažo na delovnem mestu. Kako pa to poteka? Pravzaprav taka celodnevna avantura vseh zaposlenih. Gospa, ki ima tak prav poseben stol, pride v našo sejno sobo in potem se zaposleni na nekje 20 minut menjavajo. Ona se z njimi tudi pogovori glede problemov, recimo imate mehek hrbet, dajte malo športati, drugače vas bo bolelo čez par let in tako dalje. Tako da mislim, da je to ena taka zanimiva popestritev in sigurno koristna stvar. Kakšni pa so učinki promocije zdravja na delovnem mestu pri vas? Mislim, da je na splošno se odraža najbolj v organizacijski klimi. So zadovoljni, so nekako srečni. Jaz upam, da bojo vsi zaposleni naši ostali tudi pri nas do penzije. Tako to je naša želja, da rastejo, da se strokovno razvijajo, mi v njih veliko vlagamo in si ne želimo, da bi kdo šel. Zato nam je zelo pomembno, bolj kot to šport zadeve, ki itak se vsak ukvarja, koliko se le lahko, če je tak po naravi. Pomembneje je ta psihološki dejavnik, stres in ta mir na delovnem mestu, ki ga lahko nekdo doseže samo, če ve, da ima podporo vodstva. Da so z njim zadovoljni, da dela, da če so stranke včasih malo sitne, nič hudega, da je le doma vse v redu. Tako nekako si predstavljam. Imate kakšne posebne načrte za naprej? Konstantno se razvijamo, zdaj imamo 3 poslovne enote, tako da želimo si razširiti po celi Sloveniji. Ugotovili smo, da kadar je manj ljudi na kupu, je tudi manj stresa. Manj se kregajo ljudje, bolj se povezujejo, zato nekako smo razmišljali, da bi več centrov pomenilo tudi več nekako umirjenih odnosov in potem bi se združevali in imeli kakšna tekmovanja in tako dalje. Tako da rast pa tudi prinaša nove zaposlene, novo kri, novo zadovoljstvo. Kakšni so občutki ob prejemu mavričnega pokala zdravja? Čudoviti. Tudi zaradi tega, ker nismo samo v računovodski stroki, ampak smo tudi zdravi pri delu. Vaš moto je zdravo in zadovoljno dan na dan. Lahko morda na kratko predstavite, kakšne aktivnosti izvajate? Pri nas smo mali računovodski servis, smo 3 zaposlene in medsebojno smo zelo povezane. Nimamo problemov s prezentizmom, absentizmom. Imamo dobre pogoje za delo, odlične, bom rekla. Vse 3 se ukvarjamo tudi z zdravim življenjskim slogom. Vse imamo rade morje, imamo rade hribe, rade vrtičkamo.
A pešačite tudi pri vas do tiskalnika? Tudi ja, do 2 in tudi po stopnicah nam ne uidejo, ker imamo na vrhu orbitrek, ko se tudi malo razmikamo vsake toliko časa, no, vsak dan sicer, no, ampak čas 2-krat, čas 3-krat, čas 1-krat na dan, ne. Imamo stopnice tudi zaradi tega, ker imamo na vrh arhiv, kdaj treba iti po arhiv, treba iti po pisarniški material, registratorji treba dol prinesti po stopnicah, tako da ja, imamo tudi stopnice. Boste s promocijo še nadaljevali? Seveda še, vedno imamo nove izzive. Kakšni so občutki ob prejemu Mavričnega pokala zdravja? Odlični, priznanje za podjetje in zadovoljstvo za zaposlene, krasno. V vaši prijavi ste posebej izpostavili ročno masažo in aplikacijo za druženje, jo lahko malce predstavite? Ja, ročno masažo izvaja poklicna maserka, pride v podjetje večkrat na mesec, zaposlenim med delovnim časom masira 20 minut. Zvrstijo se eden za drugim, tisti, ki si to masažo želijo in je vsekakor blagodejna za hrbtenico in ramenski obroč, ker naše delo je stresno in sedeče. Kaj pa aplikacija za druženje? Aplikacija za druženje je pa nastala ravno zaradi tega, ker je naše delo zelo časovno, stresno, moramo se držati vseh rokov in ponavadi nimaš časa niti vdihniti, kaj šele s kom kaj spregovoriti. In smo rekli, da bi to želeli spremeniti, da bi se želeli več pogovarjati in ta aplikacija nas nekako prisili, da se srečamo s sodelavci, da se pogovarjamo in takrat, ko se pogovarjamo, se vsekakor ne pogovarjamo o službi. Kakšni pa so učinki teh ukrepov? Učinki so blagodejni. Mislim, da se je zadovoljstvo zaposlenih povečalo, več se pogovarjamo in vsekakor so se zmanjšale tudi bolniške odsotnosti. Kakšni so občutki ob prejemu Mavričnega pokala zdravja? Odlični. Mene je zelo presenetilo, mi nismo pričakovali, da bi to pridobili zdaj, tako da res hvala. Kaj ste počeli v okviru te promocije do zdaj in kaj načrtujete? Glede aktivnosti, ki smo jih prej izvajali v podjetju, so nekako bile spodbojene tudi z moje strani, ker se sam ukvarjam s športom in vem, kaj pomeni recimo sedenje, posebej v našem poslu, ker prevajalec zna sedeti tudi po 12, 13, 14 ur na dan. Vendar vidim, da ta spodbuda, ki smo jo mi pač izvajali v začetku skupaj z vodjo pisarne recimo, je pač dala nek rezultat, ki se zdaj vidi tudi v samostojnosti. Torej, ljudje se tudi samostojno odločajo, ne samo v okviru PSD-ja, ampak tudi od zunaj, torej v svojem privatnem življenju. Ne vem, ena punca hodi na pilates, drugi, ne vem, tečejo, imamo enega celo maratonca, zdaj pač slučajno, ali ne vem, če je to naključje, ampak dejansko privlačamo tudi take ljudi, ki imajo radi gibanje, ki se poleg tega, da se ukvarjamo z introvertiranimi dejavnostmi, smo radi ekstrovertirani, torej v naravi in tako naprej. Kaj so pa nadaljnji načrti, ki jih povezujete s selitvijo v nove prostore? Nadaljnji načrti, tako kot ste omenili, so selitev v nove prostore, večje prostore. V tistih prostorih smo že, se pravi, načrtovali in se izvajajo zadeve. Torej, mislim, da bomo v roku enega meseca dobili fitness prostor, dobili bomo masažni salon in savno, zraven bomo imeli tudi bazen. Tako da to bo, mislim, da zdaj ena prva prevajalska agencija ali podjetje v Sloveniji, ki ima zraven svojih prostorov tudi možnost, da bi zaposleni recimo plavali v delovnem času. Pred podelitvijo priznanj so organizatorji pripravili delavnico z naslovom Notranja komunikacija o pomenu notranje in zunanje komunikacije in emocionalnem načinu življenja. Notranja komunikacija je zelo pomembna, ker nam daje signali, nam daje dejansko znake, da bi izboljšali zunanjo komunikacijo. Mi smo dejansko socialna bitja in brez zunanje komunikacije zelo težko funkcioniramo, ne samo fiziološko, nego tudi, da bi razvili naše kognitivne sposobnosti. Če pride do konflikta med notranje in zunanje komunikacije, potem pa res dejansko čez nekaj časa pride do bolezni. In to je dejansko namen mojega današnjega predavanja. Pomen notranje komunikacije, koliko je pomembno poslušati sebe in samim tim, koliko je pomembno poslušati ljudi okrog nas, da ne pride dejansko do določenih bolezni.